bomo imeli pa še spomin na korona čas, ko bomo z masko. Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober dan in dobrodošli v Dolenjskem muzeju Novo mesto. Danes smo se zbrali na predstavitvi knjige na temo okupacijskih meja na Dolenjskem v letih 1941-1945 z naslovom En krompir, tri države. Publikacija izhaja iz raziskave Napravite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško. Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, krajše imenovano tudi okupacijske meje. To je bil večletni projekt, katerega nosilec je bil oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, skupaj z zunanjimi sodelavci, Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Inštitutom za novejšo zgodovino, Pedagoško fakulteto v Ljubljani in Inštitutom za narodnostna vprašanja. V okviru projekta so sproti nastajale razstave, vezane na posamezna območja v Sloveniji, in pri tem se je projektna skupina povezala tudi številnimi lokalnimi institucijami. Tako smo v Dolenjskem muzeju Novo mesto v letu 2019 sodelovali z raziskovalci pri pripravi razstave o okupacijskih mejah na Dolenjskem. Razstava z enakim naslovom kot današnja knjiga, to je En krompir, tri države, je bila na ogled tako v našem muzeju, kot v drugih institucijah na Dolenjskem, v Beli krajini in tudi Posavju. Naslov je nastal na osnovi povedi gospoda Viktorja Mikliča iz Mačkovca, žal že pokojnega informatorja pri razstavi, ki je leta 2019 povedal: V prvi Jugoslaviji leta 1941, ko je bil razpad, smo sadili krompir. No, potem so prišli Nemci, tako da smo ga obdelovali v nemški državi. Izkopavali smo ga pa v Italiji, v istem letu na isti njivi. Vsa pričevanja in informacije o projektu in razstavah so še vedno dostopne na svetovnem spletu, Facebook profilu in YouTube kanalu okupacijskih meja. Ob iskanju lokalnih virov za predstavitev omenjene teme na razstavi sem med dokumentarno zapuščino Antona Štampuharja, nekdanjega kustosa našega muzeja, našla tudi njegovo besedilo z naslovom Sovražna razmejitev in zaščita meje na območju Gorjancev. Že iz samega naslova je razumeti, da v vsebini teče beseda o mejah v času druge svetovne vojne. Anton Štampuhar je kot kustos zgodovinar deloval v Dolenjskem muzeju v letih 1971-1994. Zbiral je muzejsko gradivo na terenu, ga dokumentiral, raziskoval in tudi prezentiral. Blizu mu je bilo tudi raziskovanje virov v različnih arhivih. Bil je avtor številnih razstav in knjižnih del, redno je objavljal prispevke v dnevnem in strokovnem časopisju. Je tudi eden glavnih avtorjev razstave v prostorih, katere trenutno smo. Štampuharjev prispevek o mejah je tipkopis, opremljen z opombami in njegovimi ročno vpisanimi dopolnili. Prepričana sem, da ga je pokojni kolega nameraval objaviti. Ta prispevek je postal pomemben vir pri raziskavi in zato je urednik zbirke Historija dr. Bojan Balkovec prišel na idejo, da bi besedilo objavili, kar si je tudi zgodilo. Redakcijo teksta sva opravila skupaj, več o tem pa bo dr. Balkovec povedal v nadaljevanju. Pri tem seveda iskrena hvala tudi dedinjam Antona Štampuharja, ki so objavo dovolile. Knjiga je izšla v okviru znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v zbirki Historija, ki jo izdaja oddelek za zgodovino. Sedaj pa dovolite, da predstavim naše današnje goste, ki so poleg že omenjenega Antona Štampuharja avtorji prispevkov v tej knjigi. Kot prvi bo spregovoril dr. Bojan Balkovec, doktor zgodovinskih znanosti, zaposlen je kot izredni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sledil bo dr. Božidar Flajšman, doktor znanosti z področja likovne pedagogike in dela prav tako na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete kot asistent. Zadnji pa bo svoj prispevek v knjigi predstavil Blaž Štangl, magister zgodovine in mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Ob koncu predstavitve prispevkov knjige bodo avtorji na voljo tudi za kakšno vaše vprašanje. Za odgovor, se pravi, na vaše vprašanje. Tako,
Jaz sem zaključila, sedaj pa prosim, dr. Balkovec, izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, ki ste se v tem menda najbolj vročem dnevu tega meseca zbrali oziroma si vzeli čas in prišli na predstavitev knjige. Z istim naslovom, kar je povedala že Marjeta, kakor je bila tudi razstava, ki je bila v tem muzeju, skoraj boste zdaj že 2 leti minili od takrat. Zahvala seveda muzeju, ki je omogočil prostor za to, da lahko danes tole tiskovno konferenco izpeljemo. Zahvala seveda vsem, ki so pomagali pri nastanku te knjige in ne nazadnje seveda velika zahvala dedinam gospoda Štampoharja, ki so dovolile, da smo lahko njegov prispevek vključili v pričujočo knjigo. Knjiga je, kot rečeno, nastala, je neke vrste nadgradnja istoimenske razstave, tako kot so tudi ostale knjige, ki so povezane s tem projektom okupacijske meje, ki smo jih že izdali. Pravzaprav smo zaključili celoten lok izdajanja teh knjig. V pripravi sta zdaj samo še 2 knjigi, kjer bomo prevedli 2 knjigi, z namenom, da se seveda tudi širša mednarodna javnost lahko sreča z rezultati našega raziskovalnega projekta. Knjiga ima pravzaprav 4 dele. Prvi del je moj del, nekako malo krajši, ampak seveda vseeno dovolj pregleden pregled dogodkov v zvezi z vzpostavljanjem in pa stanjem okupacijskih meja na Dolenjskem od aprila 1941 pa do konca vojne. Pri čemer je treba takoj opozoriti, da gre pravzaprav vsaj za 2 fazi, če ne celo 3 faze. Prva faza je april-juni 1941, ko je pravzaprav Novo mesto obmejno mesto. Na robu mesta, na njegovi vzhodni strani, gre začasna demarkacijska črta med nemško in italijansko vojsko. Mačkovci je bil že, oziroma tam, kjer je zdaj tovarna Krka, je bila že Italija. Na Šajserju, tam, kjer je zdaj industrijska cona, to je bila še Italija, na onstran Šajserja je bila že Nemčija. To je veljalo nekako do junija, ko se je meja postavila na tisto linijo, ki jo je Hitler določil že aprila 1941, ampak seveda v skladu z vojaškimi operacijami so pač te stvari tele nekaj časa, da se spostavijo. Dolenjska je imela to nesrečo, večjo nesrečo, dajmo tako reči, večjo nesrečo v primerjavi z ostalimi slovenskimi pokrajinami, da je pravzaprav si ozemlje Dolenjsko so si razdelili 3 okupatorji. Zahodnejši del so dobili Italijani, dobili dobesedno, zato ker je seveda mejo je postavljal Adolf Hitler, ne pa kdorkoli drugi. Italijani so lahko samo prikimali in se zahvalili, zato so tudi zelo hitro že 3. maja priključili ljubljansko pokrajino k kraljevini Italiji, da se ja ne bi Hitler spomnil še česa, torej kakšne spremembe. Severnejši del in severovzhodnejši del Dolenjske, torej pas ob Savi, ki se širi od zahoda proti vzhodu, so vzeli Nemci iz različnih, predvsem gospodarskih, pa seveda tudi vojaško-strateških razlogov. Tam gre reka, tam gre železnica, tam teče reka, in železnica teče, tam so rudniki. In skrajni južni rob, 6 vasi v okolici Brežic, južno od Brežic pa so za nagrado za zvesto služenje Rajhu dobil ustaški režim. To je v okolici Bregane nekaj vasi. Drugi del knjige je tekst, ki ga je pripravil kolega Fleischmann, o čemer bo sicer več sam povedal, kaj je bistvo njegovega dela. Gre pa v bistvu bolj za spominjanje, oziroma kako je meja ostala v spominu prebivalcev. S temi mejami in s temi spomini so recimo povezani tudi množica različnih žic. O eni od takih žicah je v 3. delu pisal kolega Blaž. Gre za žico, ki sicer ni mejna žica, je pa ena druge vrste žica, in žica je v vsakem primeru neka velika ovira. To je bila žica, ki so jo vlekli Italijani od Kostanjevice pa mimo Dolža, pa potem bi šli čez Gorjance do Kolpe,
zato da bi partizani ne prihajali iz Gorjancev v dolino. Niso do konca uspeli, so pa bili zelo vztrajni v tem, ker so, kot bo podrobneje povedal Blaž, še avgusta so sistematična poročila, avgusta 1943, to je 14 dni pred kapitulacijo. Mussolinija pa ni več, ne, že kakšne 3 tedne je Mussolini že mal v zapor priprt. Še vedno vestno poročajo, kako se meja oziroma ta žična zapora postavlja. Ožičeni kraji so bili pravzaprav stvar, ki je bila v slovenski zgodovini druge svetovne vojne zelo pogosta praksa, na drugi strani pa relativno slabše prepoznani v javnosti, razen lokalnega okolja. Izjema je seveda bila Ljubljana, kjer je bilo to pač na različne načine prepoznavano oziroma omenjeno in tako naprej. Ampak tudi na Dolenjskem seveda teh zamejitev ni bilo tako malo, med drugim tudi v Novem mestu bolj ali manj strnjena žične ovire okoli mesta, ki ovirajo prehod prebivalcev v ali iz mesta, pa Šentjernej recimo, kjer imamo na mikrolokaciji traumatično stanje. Vaščani z Vrhpolja so morali, da so prišli do centra občine v Šentjern, čez 3 bloke, 3 žične zapore. Ena je ta italijanska, potem pa še 2, ki sta bili 2 dela neke žične zapore okoli Šentjerneja, da bi pač zavarovali kraj. Koliko je tu zdaj strahu okupatorja pred partizani, je seveda težko izmeriti, ampak zagotovo ga je tudi kar precej. Te žice so seveda ovirale ljudi pri preprostem vsakodnevnem življenju. V nekem dokumentu iz arhiva Okrajnega glavarstva v Novem mestu recimo se nek kmet pritožuje, doma je pa iz Kostanjevice, se pritožuje, ker ne more čez mejo, ker je kmalu za Kostanjevice bila meja, torej nemško-italijanska meja od poletja na 41 naprej, in kako ne more pobrati pridelka na oni strani, kar seveda ni bil edini. Njegove zapise smo zgolj našli, koliko je še seveda takšnih stvari, ki so ostale zgolj v spominu posameznikov in niso nikjer pisno dokumentirane, ker se pač niso pritoževali na različna oblastva. Meja je ostala tudi po italijanski kapitulaciji, čisto iz preprostega razloga, to, ker je lažje nadzirati partizansko gibanje, seveda zakaj pa ne ohraniti tudi zapore posameznih mest, tudi to je seveda povsem z vojaško-strateškega stališča smiselno. V naravi bomo našli še mnogo različnih objektov, ki so priče tega stanja okupacijskih meja na Dolenjskem med drugo svetovno vojno. Če greste malo recimo tamle do Krmelja, pa če greste recimo do Bučke, ali pa če greste tamle v Zameško, malo stran s križišča, samo v Goščo, zraven s križišče treba stopati, pa boste našli obilico ostankov, ki so predvsem monumentalni, v glavnem, in te so seveda ostale ravno zaradi monumentalnosti, recimo 2 metra visoki betonski podstavki, tako po 4 recimo v arealu 6x6 metrov, na katerih je bilo potem lesen stražni stolp visok tudi 15, 20 in več metrov, s pomočjo katerega so nadzirali prostor. Ta prostor so tako označevali in nadzirali Nemci. Italijani niso tega postavljali, to so delali Nemci iz različnih razlogov, med drugim tudi kar je seveda stališča zavezništva malo nenavadno, ampak da so videli, kaj Italijani delajo. Recimo z Bučke se je videl Šentjern, ki je bil italijanski. Ni nobene potrebe videti, kaj delajo v Šentjerneju, ampak če se pa vidi, pa tudi ni nič narobe. Ne glede na to, da so Italijani in da smo Italijani in Nemci veliki zavezniki. Mnogi lastniki gozda pa so se še dolgo časa po vojni, nekateri seveda se s tem srečujejo še danes, to je tudi Blaž, ki sicer ne mislim v tej funkciji lastnik zemljišča, v gozdu, ampak kot nekdo, ki je hodil po terenu, naletel na množico različnih žic ali žičic, pa celo kolutov obsežnih, ki so pač priča nekega stanja, ki je na tem prostoru vladalo od 6. aprila 1941 do 9. maja 1942.
1945. Knjiga je na voljo na spletnih straneh založbe Filozofske fakultete. Kdor se zadovolji z sodobnim pristopom, torej da mu zadošča PDF, datoteka, si lahko pretoči izvod brezplačno. Kdor pa še vedno želi tako, ta pravo, ne, ali pa nekateri bi rekli po ta starem, je pa seveda treba nakup opraviti na spletni strani knjigarne Filozofske fakultete. Knjiga je, zdaj včasih dajo kakšno primerjavo, recimo tako z enih 6 kafetov, 19,90 €, zdaj zakaj pa nas tudi moderno na 90 desetink, na 90 centov zaokrožiti, pa ne vem natančno. Toliko pravzaprav jaz, zdaj pa izvoli Božo. Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Kot je že Bojan omenil, mi smo se pri tej raziskavi oprli na 3 zadeve. Eno so bili arhivski viri, tu so bili arhivi iz Hrvaške, iz Slovenije, iz Italije, iz Nemčije. Drugo smo se oprli na materialne ostanke na terenu, se pravi bunkeri, žice, ostanki stražnih stolpov in podobno. In tretjič, oprli smo se na pričevanja ljudi, ki so to doživeli ali pa so bili mlajši, pa so jim njihovi starši, prijatelji, znanci, sosedi pripovedovali o teh zadevah. Tu bi izpostavil to dvojnost pričevanj, ker sem se veliko ukvarjal s pričevanji. Objavili smo preko 300 posnetkov različnih pričevanj o okupacijskih mejah. Seveda je vsako pričevanje na nek način subjektivno, ampak istočasno je pa lahko zelo objektivno, kajti če si ti na lastne oči neko stvar doživel, boš verjetno zelo objektivno vedel povedati, kako se je stvar odvijala. Moram reči, da neverjetno koliko ljudi smo še našli, ki so se spominjali teh stvari in kako so še žive med ljudmi. Mene je osebno zanimalo prav zgodbe ob meji, kaj so se dogajali. Recimo v Novem mestu od začetka okupacije imamo vrsto pričevalcev, od Rije Bačer, ki je zdaj v domu v Trebnjem, novinarka nekdanja Dolenjskega lista, tudi njeno pričevanje je, do recimo Marjana Moškona, ki je tukaj, in dnevnika njegove mame, ki je velik del, oziroma skoraj v celoti je objavljen v tej knjigi, povzet, zelo zanimiv dnevnik, ki ga je njegova mama pisala v začetku okupacije, se pravi aprila 1941 in septembra, oktobra 1943, ko je Italija okupirala. Pisala je praktično iz ur, ne dnevno, ampak iz ure v uro, posameznem dnevu, kaj se je dogajalo v Novem mestu, ker je stanovala na glavnem trgu pri zraven Rotovža. In zato je naslov mojega članka je tudi Hrvati hočejo imeti Novo mesto. Namreč ona piše, da je, ko se je delilo, ko so se grebli okupatorji, kdo bi kaj čim večji kos torte dobil, je bila hrvaška delegacija po njenih zapiskih, visoka delegacija tudi v Novem mestu, kjer so izrazili željo, da bi tudi Novo mesto pripadlo pod NDH. O obisku te delegacije Marjeta Bregard našla tudi zapiske v frančiščanski kroniki in še v nekaterih drugih virih, tako da se mi zdi, da je to bilo nekako do sedaj prezrto, kajti večinoma se je govorilo, da so Slovenijo okupirali trije okupatorji, se pravi Italijani, Madžari in Nemci, hrvaško ustaško državo se je pa izpuščalo, verjetno zaradi bratstva in enotnosti v nekdanji skupni državi. Torej, apetiti so bili veliki. V tej knjigi boste lahko prebrali cel kup zanimivih in pretresljivih zgodb, ki so se dogajale ob meji, tragične zgodbe. Moram reči, da sva z Bojanom, ko sva snemala v vaseh, kjer so jih ustaši okupirali, ko so nam ljudje pripovedovali, kako je sin pripovedoval, kako mu je očeta mina raznesla na meji,
in to smo stali na istem mestu, kjer se je to zgodilo, sredi gozda. To je kar pretresljivo. S tem, da je ta možakar, sin, bil takrat še v trebuhu mame, ki je bila noseča v 7. mesecu. Ne? In mama je preživela, ker so slučajno po vodo, bližnji potok, njega je pa razneslo, ko je nekaj kole za vinograd metal preko bodeče žice, ki jo imamo danes zopet na meji s Hrvaško. S to razliko, da je danes, kot je lepo rekla Ljudmila Granc iz vasi Luče pri Dobovi, da takrat so bili Nemci naši sovražniki, danes pa Hrvati niso naši sovražniki, pa imamo vseeno bodečo žico in ograjo na meji. Teh zgodb ob meji je, recimo v Novem mestu je zelo podrobno opisano, kar se je dogajalo v začetku okupacije, kako je Novo mesto, na glavnem trgu so nekaj urje, nekega dne, mislim, da 24. aprila, istočasno visela tudi italijanska in nemška zastava, ko so se bongali, čigavo bo Novo mesto. Zanimiva je zgodba, da so ljudje hoteli precej ljudi je hotelo pod Nemčijo, če že okupacija pod Nemčijo. To je bilo zelo zanimivo, ker so ljudje imeli slabe izkušnje z Italijani še iz prve vojne in niso marali Italijanov. Mnogi ljudje so pa tudi delali v Nemčiji in so dobro zaslužili in so, če že okupacija, raje pod Nemčijo. Seveda se je to, kot pravi recimo Rija Bačer, ko so začeli iz okolice Bučke ljudi voziti v internacijo, v Nemčijo, v taborišča, v Srbijo in tako naprej, se je to hitro, to mnenje, obrnilo. Zelo pretresljiv je, recimo, bi omenil opis, ki ga je Slavica Moškon dala o bombardiranju Novega mesta. Sem že marsikaj prebral, ampak tist dan, ko je opisala, kako so šli iz hiše ven, pa Marjan je bil zraven, pa so videli, kakšno razdojanje, tista trupla, vse to zelo, zelo pretresljiv doživeti opis, ki upam, da se kaj takega ne bo več nikoli ponovilo, čeprav vidimo, da je danes v Evropi nacionalizem, populizem, ki je pripelje do teh grozot spet zelo v porastu. Jaz bi lahko zdaj govoril še marsikaj, ampak boste si pač prebrali v knjigi. Vesel sem, da je tudi tale del od Štampoharja notri. Precej piše, ker mi smo prej izdali že knjigo Vinčeremo, Videčemo o Beli krajini. On veliko v tem zapisu govori ravno o Gorjancih, Žumberku, o meji tam, kar bi mogoče še posebej izpostavil, če bi sledili samo dokumentom, bi dobili zelo napačno sliko, ne? Ker Hrvati so zelo želeli recimo dobiti tudi del Gorjancov Žumberka, nekdanja občina Radatovići, pod svoje okrilje in so celo pisarli njihov zunanji minister Mladen Lorković, da tam živijo Hrvati in 1945 Hrvatov in nekaj malega Slovencev. V bistvu so tam živeli in še živijo v Skoki, pretežno s pravoslavnimi koreninami in so bili zelo srečni na nek način, da so prišli pod Italijo, ker če bi prišli pod NDH, bi jih verjetno slabo končali in to so nam tudi mnogi pričevalci in Žumberka tudi to potrdili v svojih pričevanjih. Skratka, mislim, da ta knjiga prinaša marsikaj novega, o zmejami se do zdaj praktično zgodovinopisje ni ukvarjalo. Zakaj je drugo vprašanje, ampak je pa mislim, da je en dober pregled, se pravi v knjigi in v videozapisih. Predno prosim Blaža, da še o svojem delu nekaj pove. Morda še en komentar, povezan pa seveda s tom zemljidom, ki je tukaj. Ne? Gre za v tej seriji knjig, ki so povezane z projektom okupacijskih mejah, so knjige, ki so precej bogatejše, opremljene s slikovnim materialom in kartografskim materialom, kot je običajna praksa pri zgodovinarjih.
kar sicer ni dobro, ne? Mislim, da je takšna običajna praksa. Kajti slika, predvsem pa seveda tudi karta, kadar je vsebina takšna, da to lahko uporabimo, sta seveda zelo povedni. Ne? Tu so nam bili seveda veliko pomoč kolegi z Inštituta Antona Melika na znanstvenem raziskovalnem središču, centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki znajo karte narisati. Ne? Poleg tega, da so nam uredili še kakšno drugo stvar, kot je recimo digitalizacija meje. Ne? Tako da jaz se danes lahko peljem po Sloveniji s telefonom v žepu in vidim, da grem čez okupacijske meje. Ne? Tale karta, ki je tole kot nek mušter imamo predstavljeno, gre za en sodoben pristop prikaza prostora, ki mu damo neko historiografsko vsebino. Gre za neke vrste letalski posnetek, tako bi rekli, malo z vrha Gorjancev oziroma strani Gorjancev proti Kostanjevici, zajete prostor, torej Kostanjevice, kot vidimo. Treba je pojasniti pa, kaj so te črte. Ne? Rumena črta je državna meja med Nemčijo in Italijo. Državna meja med Nemčijo in Italijo je pri Kostanjevici prišla do reke Krke. Od tam je po reki Krki šla nizvodno reke, kakšnih 10 km, nekaj takega, malo dlje od Podbočja, potem pa spet zavila, potem pa prečila reko in šla proti tja v Cvičkovo deželo noter, za Gadovo pečjo, kjer je bila potem tromeja med Italijo, Nemčijo in NDH. Tista vijoličasta črta, druga bolj spodaj na zemljevidu, pa je v bistvu poskus, relativno natančno nam je uspelo, vseeno mislim, da je tako, narisa te italijanske črte, kako je potekala ta varnostna zapora, o kateri bo zdaj govoril Blaž, ki so Italijani postavljali od točke, ta točka, ki je tam začetna, vidite, severovzhodna od Kostanjevice, sem prav rekel, severovzhodna, od Kostanjevice, tam, kjer se na Krki začne, tam je ena izhodna točka, druga je izhodna ali pa vstopna točka, je bila pa pri mostu v Rosalnicah. In dolenjski del je Blaž predvsem natančno obdelal, Belokranjskega je malo težje načne obdelati, ker pravzaprav razen nekaj bunkerjev pri Rosalnicah, kaj več tam ni. Zdaj pa, Blaž, izvoli. No, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot že omenjeno, moj prispevek ima naslov Italijanska zapora meje z neodvisno državo Hrvaško pod Gorjanci. To je dosti, bi lahko rekel, pozabljena tematika, v kateri razen, rečemo, domačinov, ki tam živijo, pa še to bolj starejših, se je nekako izgubila iz našega spomina. Tudi recimo je zanjo, moja babica je živela na Dolžu pod Gorjanci in mi je včasih pripovedovala o nekih žicah, pa nisem znal povezati, ker sem si mislil, saj Nemci niso bili tam. Ne? No, čez nekaj let, ko smo začeli pripravljati te zadeve, sem pa spoznal, kaj je bilo na Dolžu, no? In sicer naslednje. Torej, Italijani, se pravi zapora meje, meja med neodvisno državo Hrvaško in pa Italijo oziroma njeno ljubljansko pokrajino po Gorjancih je šla približno tako, kot gre danes, tam čez Trdinov vrh. In v letu 1942 so naredili načrt, kako bi zaprli to mejo z ograjo iz bodeče žice in pa bunkerjev ob tej dejanski meji po vrhu grebena Gorjancev. Tega načrta niso uresničili, so se pa odločili, da bojo tako zaporo delali ob vznožju Gorjancev. Zdaj, verjetno je za odločitev, da grejo raj po vznožju, bil razlog ta, da so se naslonili na obstoječe svoje postojanke, se pravi italijanske, in pa na postojanke prostovoljne protikomunistične milice, se pravi slovenskih enot proti partizanskih, in pa ker so bile že obstoječe komunikacije. Tretji razlog je pa na Gorjancih in pa v Žumberaku je bila močna partizanska dejavnost. In ravno tudi zaradi tega so želeli, oziroma to je bil namen te zapore meje, da bi preprečili prehode partizanskih enot v dolino, se pravi v vasi pod Gorjanci. Prvi del prispevka se ukvarja predvsem z doslej objavljeno literaturo.
kar pomeni, da tale zapora meje se v literaturi, ki obravnava drugo svetovno vojno na tem območju, sem pa tja omenja, nihče pa ni po svetu večje pozornosti, še največ je po svetu Jože Penca, tudi udeležen z druge vojne, ki je na to temo leta 1992 napisal 3 članke v Dolenjskem listu in so bili tudi zame dober osnovni vir in pa začeten vir za začetne informacije. In pa, ko smo bili že proti zaključku, zahvala Marjeti, da je najdla od Antona Štampoharja prispevek, tudi on je v tej meji pisal. No, na to je pa šla raziskava, se pravi, jaz sem se usmeril, torej že omenjeno literaturo, potem spomine domačinov, ki so nekateri, ponekod so še ostanki, ponekod pa sem še domačini, starejši znajo pokazati, kje so te zadeve bile. Predvsem sem se osredotočil na arhivske vire, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, to pomeni partizanska obveščevalna poročila in pa predvsem zelo uporabna poročila te italijanske inženirje, divizije Izonco, ki je imela sedež tu v Novem mestu. Oni so tudi izvajali ta dela in so tudi pošiljali zelo tedenska ali pa na 14 dni poročila, se pravi, kakšna dela so izvedeli, od kje do kje, kakšni so plani in podobno. In mi je tudi moje osnovno znanje italijanščine mi je omogočilo, da sem lahko pač uporabljal te dokumente. Povedal bi še, da prispevek ne želi poudarjati učinkovitosti teh italijanskih inženirskih enot, ampak želi opominjati na eno izmed okupacijskih meja in pa težave, ki jih je povzročala. V drugem poglavju opišem, kako je izgledala sploh ta zapora meje, in sicer sestavljal je pas bodeče žice, ki je bil širok nekako 6 metrov, visok tam 1,80 m do 2 metra, se pravi rečemo nekje za dobro višino človeka, in pa postavljen v obliki trapezoida, geometrijskega lika, se pravi takole, če si predstavljate. In pa seveda to je bilo opleteno okrog količkov. Zdaj tako to mejo opisujejo italijanski in pa partizanski dokumenti, potem so pa še ustni viri. Enega sta kolega našla tamle v okolici Šentjerneja, gospoda, ki je še bil mobiliziran in je postavljal kot civilist to bodečo žico. On je pa opisal, da so zabili 6 kolov, okrog njih ovili bodečo žico in na to kole odstranili in pa raztegnili, da je bil kot en tunel. In so bili potem 3 tuneli, se predstavljate takole, pa še 3 je bil pa tako na vrh. Kar pomeni, če je kdo videl pred leti bodečo žico v Beli krajini, je bilo, bi lahko rekli, zelo na podoben način, so bili isto po 3 tuneli. Ob bodeči žici so bili pa postavljeni še bunkerji, približno, zdaj odvisno na kateri lokaciji, ampak nekako od enega do naslednjega je bilo tam 250-300 metrov, ponekod pa tudi bilo na gostu ali pa dalj. Bunkerji so bili betonski, nekateri tudi leseni, nekateri pa malo mešano. Sam potek gradnje in predvsem tole je, ker sem potek gradnje prikazujejo tale italijanska poročila, kako bi rekel, se moj prispevek razlikuje od literature, ki sicer dostikrat se omenja, da se je začela gradnja pri Kostanjevici, pa se ni. Začela se je pri vasi Šmarje, se pravi, tu je južno od Šentjerneja, in sicer v januarju 1943. In so se usmerili v smeri Kostanjevice, oziroma v smeri Kostanjevice. Potem je začetek gradnje predvsem ovirale nizke temperature, ko je bila tudi 10 pod minusom in podobno. To je bilo v januarju 1943, potem marca 1943 začnejo graditi pri Kostanjevici oziroma 1 kilometer severovzhodno pri Slinovcah, ravno ta položaj je prikazan gor na karti. No, te 2 odseka se združita nekako v aprilu 1943, tam v okolici Ledeče vasi,
In se pravi, takrat so te dve faze zaključene, tretja faza gre potem od Šmarja, gre skozi Vrh Polje, potem Vajndol, Tolsti Vrh, Dolenji Suhadol, Jurjevc pri Gaberju, mimo Gaberja in pride do vasi Pušče pri Dovžu. In ta faza se zaključi z italijansko kapitulacijo. Kot smo že prej, kot je rekel kolega, da kako so še kar avgusta 1943 še kar vesno gradili, čeprav je fašizem že padel. Tako dokumenti, kot eno pričevanje pravijo, da so za to gradbišče je italijanska vojska zapustila, tako bi rekel, iz danes na jutr. Na hiter je bil tisti umik in recimo 8. septembra se še omenja, da še delajo, 9. so na to pa že odšli. No, ta četrta faza tega projekta, ki ni bil zaključen, predvideno je bilo, da bo šli od Dovža še čez Gorjance pa proti Žumberaku, ampak to ni bilo uresničeno. Ta četrta faza se je začela delati pa julija 1943 v Beli krajini in se konča pri vasi Grabrovec enako s kapitulacijo septembra 1943. Svojega namena ni dosegla ta meja, eno je, ker so prej propadli, pa je niso uspeli skleniti, druga je pa partizanske enote so nekajkrat napadle to žico, jo tudi prerezale, prodrle čez njo in tamle v okolici Šentjerneja dva taka primera sta, ko so opravili rekvizicijo, se pravi zbirali hrano in odšli nazaj v Gorjance. No, še da zaključim, se pravi, tale trasa pod Gorjanci narejeno je bilo okrog 27 km pasu bodeče žice, postavljenih je bilo 45 utrjenih objektov, kar pomeni 33 bunkerjev in pa 12 večjih utrdb. Morda je bil sem pa nekateri podatki se razlikujejo, morda bi lahko bil še kakšen bunker več. Po italijanski kapitulaciji so pa porušili partizani, domačini in uporabili dele. Ponekod se pa še danes vidijo ostanki teh bunkerjev, recimo v okolici Gaberja. Na Tolstem vrhu je še en bunker ohranjen, ga je domačin uporablja zdaj kot eno skladišče. Fajn bi bilo, da bi se vsaj kakšen upisal v register kulturne dediščine in pa da bi se predstavljal javnosti s kakšno informativno tablo ali kaj podobnem, da opominja, ne pa da poveličuje, bi rekel italijansko inženirje, ampak da opominja na eno izmed okupacijskih meja. Hvala. Zadnji prispevek v knjigi je pa prispevek Antona Štampoharja. Nekaj besed o tem je povedala Marjeta. Moram reči, da sem bil zelo vesel, ker sem jo slišal skoraj vriskati po telefonu, kaj je najdla. Pogledal sem zadevo, že prvi pogled je pokazal, da seveda gre za tekst, ki je tako rekoč 95% pripravljen, čakal na objavo, ki pa je dočakal šele v letu 2021. Pravzaprav sva se z Marjeto odločila urediti samo nekaj drobnih tehničnih stvari. Za začetek je bilo treba to vse pretipkati, to je hvaležno naredila moja žena, ki obvlada 10-prstno tipkanje, pa sicer tudi zgodovinarka, tako da je vedela, kaj tipka. Edina večja zadeva, ki je izziv bodočim bralcem in uporabnikom njegovega teksta, je pa stvar, ki v bistvu ni njegova krivda. Tekst je pač nastal pred več kot skoraj 25 leti, tu nekje, no, še celo kako leto več. Težava je namreč, da so se v tem času, po tem, ko je on ta tekst napisal, spremenili ustroj arhivskih fondov. Gradiva so bila prestavljena, prenumerirana in tako naprej in popolnoma natančno se ne da slediti posameznemu dokumentu, ki ga je on navajal, do tega, da seveda tudi oznaka, ki jo on imel, je seveda včasih lahko pomenila nekaj drugega, kar pa lahko pomeni danes in iz tega razloga je seveda tukaj zdaj za nekoga, ki bi želel ta tekst uporabiti v tem smislu, da tudi stvari, na katere on opozarja v opombah kot temelj za svoj tekst,
bi temu posamezniku terjalo nekaj več časa, da to najde, ampak mislim, koliko sem govoril s kolegi iz Arhiva Slovenije, kjer se to gradivo zdaj nahaja, namreč gre za del nekdanjega Arhiva Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, ki pa je bil potem priključen v Arhiv Slovenije, je še vedno corpus separatum, ampak seveda stvari so se malo preoblikovale, ampak mislim, da bi se še vedno dalo najti točna mesta, na katera se Štampoha referira. Zelo pomemben element njegovega teksta so pričevanja, ki jih on vključil, ker te pričevalce seveda danes mi nismo več mogli dobiti, ne? Ker tisti, ki so imeli EMŠO, še višji od teh pričevalcev, s katerimi smo se mi uspeli pogovarjati, bi seveda danes bili splošno znani kot dolenjski Metuzalemi, ampak jih ni več, ne? Tako da tu je seveda pa prednost, ki je on izkoristil, tako kot smo seveda tudi mi imeli to prednost, to srečo, ne? Da pravzaprav smo se še lahko pogovarjali z nekaterimi posamezniki, ki so prišli tudi že do troštevilčne oznake svoje starosti, pa so bili še vedno dovolj kleni in prisebni, so nam vedeli kaj povedati, in smo verjetno bili zadnji, ki smo te spomine uspeli ujeti, in v tem je tudi bogatstvo tega, kar je kolega Božo rekel, te množice videoposnetkov, kajti večino vseh informatorjev smo posneli v smislu videoposnetka njihovega pričevanja. Tako da Štampoharjev tekst tu seveda ni nobena razlika od vseh ostalih tekstov, ki so objavljeni ne samo v tej knjigi, ampak tudi v tistih ostalih, ki so vezani na projekt okupacijske meje.